Kako recimo poteka ena organizacija takšne tekme svetovnega pokala v skokih? Ta organizacija je že utečena. Naša že svetovna pokala 10 leto, prej smo imeli pa evropske pokale in da smo že utečeni. Ekipa je velika, ekipa je 200 do 300 ljudi. Kar se pa tiče izdelava snega, je pa to priprava skakalnega kluba Ljubno ob Savinji, BTC. Čeprav letos so bile kar muke, 3 dni je bilo takega vremena, da smo lahko naredili umeten sneg. S tem, da smo ga še premalo naredili, smo ga iz športnega društva Luče prepeljali 500 kubikov snega, tudi umetno narejenega, ki nam je tole omogočilo, da imamo prizorišče pokrito za snegom. Pri nas je večino, 3/4 prostovoljcev, nekaj je pa treba plačati določenim ljudem, ko ne moramo pokriti vsega za prostovoljno delo. Zdaj imate tukaj tudi tekme novoletne turneje, je to še recimo kakšen nivo više, se ta organizacija kaj razlikuje kot od prejšnjih tekem, ko ste rekli na evropskem nivoju recimo? To se razlikuje 100 proti 10. Prvič, drugič finančno. Brez naših sponzorov bi bilo to nemogoče. Tudi pripravi skakalnice je bilo nemogoče. Če le hitro nekaj povem, samo 2 večja sponzorja, KLS Ljubno ob Savinji in BTC Ljubljana, gospod Marmal in ostala ekipa, ki nam pomagajo, stoji ob strani, da lahko sploh organiziramo tale svetovni pokal. In tudi mislim, da tala novoletna turneja, da verjetno ni leto zadnja, ko je, tako se nekaj govori in bomo videli do konca sezone, kaj se bo FISA odločila. Ste mogoče, glede na to, da imate zdaj že tukaj pogosto tekme, da ste se že izkazali kot organizatorji, ste recimo razmišljali o organizaciji kakšne tekme svetovnega prvenstva, kaj takšnega? Zaenkrat ne. Mi smo tule malo prenisko, tule Ljubno ima 450 višinske razlike in malo je prenisko tukaj. Ko bi to bilo vsaj 600 metrov višinske razlike, nadmorske višine bi bilo v redu, tako je pa kriza malo. Vseh vidite sami, zeleno, vse okolje, skakalnica, bela in to pokaže to. Kakšna je pa kaj zgodovina skokov tukaj na Ljubnem? Kako dolga recimo, kako bogata? Zgodovina je kar bogata. To skakalnica manjša, 60-metrska in 30-metrska je bila zgrajena 53. leta. In potem je ta športno društvo kar laufalo določen čas in potem se je zopet začelo, potem je malo bilo lestvica navzdol in bolj začelo se potem tam 80. leta. Smo začeli malo prenavljati skakalnice, malo urejati skakalnice, malo drugače narediti. In že tale skakalnica, ko je stara 20 let, že ni več moderna skakalnica. Skoki so napredovali, tukaj je najbolj pripomogel smuče, oprema, čevlji, kombinezoni, okovje, vse je pripomoglo, da so zelo dolgi skoki gratali, kar je tudi je fajn, pa tudi ni fajn, ko pa tudi samega tekmovalca ali pa tekmovalke je višina pogojena z teži. Če hočeš biti vrhunski tekmovalec, se moraš močno odrekati drugim stvarem, ki bi ti morali prišle prav, ampak določeni so takšni, da zdržijo svoje teže v svoji višini. Kaj pa recimo organizirate tukaj med letom, za to tekmo vemo, ki je odmevna, recimo med letom tudi fantje tukaj skačejo, recimo ko je s klubskimi tekmami? To je pa FIS tekma, to je 3. tekma v rangu svetovnega pokala, ki smo imeli predlanskem 160 tekmovalcev in tekmovalk. To je bilo rekordno število, tudi po celi Evropi ni tukaj takega obiska. Imate mogoče kakšnega posebnega člana, članico skakalnega društva, na katerega ste še posebej ponosni, da je posebej uspešen? Imamo. Naš tim je Zajc, to je
svetovna prva liga za nas. Pa imamo Mogla iz Letuša, ki prihaja sedaj v formo, Preseči Kerneja, ki je v B ekipi, Gorčija, ki je v mladinski ekipi, ko se pripravlja za mladinsko svetovno prvenstvo. Imamo pa kup mlajših tekmovalcev tudi, kateri se trudijo po svojih močeh, da bi vsak, ki trenira, bi rad prišel čim bolj v vrh špice. Ni dobeno, da bi v zadnji, ki hodil za skoki, je pa mi kar dosti pomagamo, klub dosti pomaga, mi kupimo okovje, čevlje, smuči, financira, da imajo lepo možnost za razvoj tega skakalnega športa na Ljubnem Savinji. Opažate interes med mladimi, se mladi odločajo za treniranje skokov tudi tukaj na vašem področju? Je, interes je. Mislimo nov center narediti sam zaradi tega, ko imamo dosti mladine in ne ustreza nam več ta center. Center je že pa star glih tak od 85 leta. Imamo pa pri dekletih letos prvič domačinko, Niko Krašovec, ki upamo, da se bo uvrstila v obe dve serije na tekmovanju. Če še malo povemo, to zagotovo gledalce zanima, kako je recimo s pripravo smučine, naleta, mogoče tudi smuči za tekmovalke? Ja, smučino smo pa le veseli in ponosni na našega župana, da je pred 5 leti bil tukaj zadaren, da smo kupili novo smučino Tomazinovo, to je od proizvajalca slovenskega, ki je iz Tržiča, reč pa v Kranju živi. In to pravimo, da je ledena smučina. To so dve keramične špure, ki grejo vrh zaleta do konca mize, katere zadelamo z mokrim snegom in potem imamo stroj, ki vse avtomatsko dela. Ga spustimo iz vrha do mize, po freza, to se reče freza, ki meče, ta led reže na širino 12 cm, koliko so smuče široke skakalne, in s tem jo vsak dan, ko imamo trening, obnavljamo to špuro. Kajti po noč to pokrijemo, se naredi na špuri vlaga in je drugi dan zopet treba na novo urezati. Drugače pa to je ena najboljših stvari pri skokih. Mi smo včasih imeli snežne špure, smo imeli ledeno špuro, ki smo polagali od spod, smo imeli hladilnik, ki smo imeli mrežo pod zaletom, pa tisto se ni obneslo, je bilo preveč žela. Mi imamo danes tukaj špuro narejeno v eno popoldnevno, 5-6 ljudi, pa imamo narejeno. In to je velik zalogaj, kateri nam omogočijo potem za druga ostala dela, ki imamo na skakalnici. Mi na skakalnici imamo zmeri nekaj problemov, ko je zmeri malo toplo vreme. Če je pa mraz, smo pa zelo vsi veseli, ko smo fertik v enem tednu, pa imamo skakalnico narejeno. Tale skakalnica, ko jo vidimo zdaj tule, da nas je matrala kar 14 dni, da smo jo skupaj spravili. To sam zaradi vremena. Če je bilo vičkano mraza, da je vsaj tam 0,2, 0,3 je idealno. Kako je pa recimo z doskočiščem, kako se to ureja? Vidimo v nekaterih tekmah so kar težave s tem, recimo težko pristajajo telemark. Kako je tukaj? Mi tule, vse vidite, je taka komputer, mi imamo ratrah svoj občinski, tudi brez občine ne bi nič bilo. Nam je pred leti omogočila, da smo nabavili ratrah, potem smo ga pa tudi sami malo obnovili, popravili. Pri take stari stvari je zmeri kakega popravila pa obnovitev, pa da zdaj imamo to zelo fajn urehtano. Koliko vam osebno mogoče, oziroma vam kot občini, kot temu območju pomeni ena taka tekma, da jo lahko tudi gostite na tako visokem nivoju? Ja, sigurno. Najprej pozdrav iz Štajerske na Dolenjsko.
me zelo veseli, da ste tudi vi se odzvali tule našemu klicu ali pa našemu povabilu. Seveda, kaj pomeni svetovni pokal za ena taka majhna občina, taka majhna zgornja Savinjsko dolino, kot smo mi, to je nekaj izjemnega. To lahko v bistvu doživiš res z eno daljšo tradicijo, ki potem seveda z leti prinese tudi to možnost, seveda, da nastopamo v najvišjem razredu zimskih športov, v smučarskih skokih za dekleta. Zelo smo ponosni, da smo pobudniki in iniciatorji, v bistvu tudi začetniki tega najvišjega tekmovanja žensk v skokih v svetovnem pokalu. In kaj nam to pomeni? Za nas je to ena taka svetovna znamka, ki ni dana kar vsakemu, v katero je treba skozi vlagati tako z človeškim potencialom, kot seveda tudi s finančnimi sredstvi. Se pa seveda vsako leto zelo veselimo sploh zdaj te silvestrske turneje, seveda še sploh tega, da jo organiziramo skupaj z našimi prijatelji preko meje, Beljako, in seveda ena znamka, ki, kot sem že navedel, ni dana kar vsakemu. Slišali smo tudi strani predsednika kluba, da je tu zelo bogata tradicija skakanja. Kako ponosni ste na svoje skakalke in skakalce, oziroma bi lahko rekli, da so skoki tukaj vaš prvi šport? Zagotovo. To je ena od največjih tradicij naše občine, našega kraja. Zelo smo ponosni na naše tekmovalce in tekmovalke. Lahko rečem, da smo tudi v slovenskem nivoju zelo na visokem nivoju. Naši tekmovalci, tekmovalke so vsi v teh državnih reprezentancah in seveda iz njih nekako tudi žareva naša požrtvovalnost, naše delo, strokovnost, ki ga vlagamo v ta šport. In seveda največ, kar nam ob taki organizaciji prireditve pa pomeni prav to, da naši posežejo po najvišjih mestih in seveda si to želimo tudi za letošnje leto. Kako mogoče k organizaciji te tekme pristopite kot občina, recimo kaj ponujate še zraven, verjetno tudi gre za kakšno promocijo tega vašega območja, kaj recimo ponujate tekmovalkam, spremljajočim ekipam? Seveda, organizacija prireditve na tako visokem nivoju zahteva poleg same tekme seveda tudi obrobne stvari, ki se dogajajo ob tej tekmi. Lahko rečem, da imamo kar bogat asortima, bom rekel, vseh prireditev, ki se ob tem odvijajo. Jaz si seveda želim, da to ne pomeni samo tega športnega dogodka, ampak seveda, da ob tem mi doživljamo tudi nekakšno promocijo turistično in seveda na vse druge načine našega kraja, naše doline, in jaz verjamem, da nam to uspeva. Ljudje, ki bodo prišli tukaj, bodo zagotovo imeli kar nekaj možnosti, da se zabavajo ob tej prireditvi. Poleg vseh aktivnosti, ki jih organiziramo na samem prostoru, imamo tudi v centru naše občine organizirane stojnice in tudi tam se dogaja, tako da dobrodošli naljubno tako na silvestrsko turnejo, kot seveda tudi vse druge dni v letu. Tekmovalke in ekipe verjetno bivajo tukaj v bližini, ki je kako recimo z nastanitvijo? Ja, zagotovo Ljubno samo nima zadosti kapacitet za vse te ljudi, za vse strokovnjake, za vse tekmovalke, tako da tekmovalke malo odmaknemo ven iz samega centra, ponudimo pa seveda naše prenočišča, naše kapacitete drugim, tako strokovnjakom FISE, kot novinarjem, kot vsem tehničnim osebju, da pa preživijo te dni na Ljubnem, in vem, da so vsi v dobrih rokah, da so dobro nastanjeni in da se tudi med nami dobro počutijo. Mogoče samo še to za konec, za vse tiste gledalce, ki niso iz vaših koncev. Kaj bi mogoče rekli, da je tisto, kar se recimo vredno ogledati tukaj, ko pridemo na tekme v Ljubno, kam bi recimo svetovali turistom, če tako rečemo, kaj naj si ogledajo, kaj lahko vidimo, kaj je zanimivo? No, zagotovo je naša ponudba ni zdaj samo osredotočena na samo našo občino, ampak na celotno Zgornjo Savinjsko dolino. Kar dosti stvari imamo za ponuditi, od naše splavarske zbirke do naših mašnih plaščev v Radmirju, ki so izjemna zbirka in bi seveda priporočal vsakemu, preko naših naravnih danosti, ki so res tukaj, bom rekel, kar bogate, in lahko si ljudje ob naši reki Savinji, ob našem turističnem ski centru Golte, ob našem Smrekovškem pogorju in seveda ob vseh drugim naravnim danostim ogledajo marsikaj, se počutijo med nami res dobro sprejeti in si nekako tudi pogledajo, kje mi živimo, v kakšnem raju smo.